Imate radi računalništvo? Imate radi elektriko? Radi programirate? Potem nas spremljate vsako sredo 5-6 na vaši televiziji v oddaji Robo TV. Pozdravljeni v novi oddaji Robo TV. Tudi danes sem z vami z novim setom, to je Lego Boost, ki ga imam namen danes vam predstaviti, da boste videli kot neko alternativo tudi novim, se pravi nove vrste robotkov, ki jih lahko ravno tako programirate in so v osnovi bolj namenjeni igri, kot pa samemu izobraževanju. Pa vseeno se mi je zdelo smiselno, da danes si pogledamo tele sete, da bomo lažje oziroma da boste videli še ostale možnosti za vaše učenje robotike. Lego Boost je podoben set kot Lego Vidu, dobimo ga v enostavni embalaži. Tukaj pri Lego Boostu nimamo te možnosti, se pravi nima škatl kot Lego Vidu, ko jih poznamo, kjer smo lahko sortirali različne kocke. Zato sem si danes pripravil kar nekaj kartonskih embalaž, zato da bom vsebino lažje sesipal v njih in bomo si pogledali, kaj dejansko je v našem setu. Najprej nas pozdravi tale Lego robotek in potem še preostali robotki, oziroma piše 5 robotkov, ki se pravi jih lahko potem programiramo. Te so že vnaprej pripravljeni, se pravi imamo potem tudi različne naloge na to temo. Jasno pa ravno tako kot Lego Vidu, tudi Lego Boost omogoča vašo kreativnost, da si tudi sami izmislite neke robotke in jih potem tudi lahko programirate. Pa poglejmo, kaj je v sami škatli. Se pravi, takole nas pozdravijo vrečkice. Takole, se pravi, imamo kar pakirano v vrečkicah. Jaz bom vsako vrečkico stresel v svojo škatlo, da bomo potem lažje iskali kocke. Tole imamo še navadne gradnike. Nas predvsem bolj zanimajo gradniki, ki so namenjeni programiranju oziroma senzorji. Takole, zdaj smo prišli do zadnje vrečke in še zadnji gradniki. V tej so tudi kolesa, ki so večja kot pri Viduju, in pa motorček. Motorček, ki je po otipu tudi večji kot pri Viduju. Trenutek. Takole. Ima možnost tudi pripenjanja zgoraj in pa optični senzor, ki je v kombinaciji z senzorjem razdalje. To je novost, se pravi, Lego Vidu je uporabljal le senzor razdalje in pa potem, se pravi, optičnega senzorja ni imel, Lego Boost pa ga ima. To se pravi, nam Lego Boost omogoča določene stvari več. In pa še zadnja zadeva, to je pa naš Smart Hub oziroma pametna škatlica, ki ima 2 ločena motorčka, motorček A, motorček B. Bomo potem videli v samem programu, kako ga lahko nastavljamo, se pravi vrtenje naprej nazaj, ločeno, se pravi je možnost potem tudi uvinkanja in pa 2 vhoda, to je vhod C in pa vhod D. To se pravi, tukaj nam potem omogoča priklop, se pravi optičnega senzorja in pa našega motorčka,
kažeta pa puščici noter ven, se pravi, da je vseeno, ali je to vhod ali je to izhod. To je to naša glavna zadeva. Zdaj bom pa jaz kar še ustavil baterije. Takole, se pravi 6 baterij AAA. Paziti moramo le, da so pravilno obrnjene. Takole. In pa jih postavim v takole. Če bi ga vklopil, vidimo, da lučka utripa, to se pravi, smo naredili v redu. In pa pri Lego Boost je še ena posebnost, in sicer zraven je priložena navodila, kako vstavimo baterije in ostale stvari, in pa takle karton, kjer so zadaj napisani vsi delčki. Če smo pozorni, je v primerjavi z Lego Vidujem tukaj le precej več gradnikov, to se pravi, mogoče z veliko kreativnosti in ustvarjalnosti lahko mogoče še celo veliko več s tem setom naredimo. To so stvari na zadnji strani. Takole. Ko pa tale karton obrnemo, pa pridemo do takšnega polja, kjer so različne barve, to se pravi, lahko tudi potem uporabljamo, se pravi, tole kot nekakšen poligon, pa bomo videli tudi mogoče tekom naslednjih oddaj, mogoče tudi tole polje uporabimo za programiranje našega robota. Sedaj si bomo pa najprej pogledali prvi avtomobilček, ki nam ga ponudi aplikacija, da bomo spoznali, na kakšen način se pa programira v Lego Boost programu. Se pravi, ko iz osnovnega menija imamo najprej tale avtomobilček in pa v spodnjem, ko je tale kockica, pomeni gradnja tega avtomobilčka, in ko tole prižgem, nas najprej opozori za povezavo našega Smart Huba oziroma naprave z našim programom. Ko pritisnem, začne utripati lučka in se zadeva poveže. Takole. Sedaj bi mogli povezati še motorček in senzor, mi bomo pa najprej se lotili mogoče gradnje, trenutek, oziroma bo treba povezati motorček. Takole, da ga Smart Hub zazna. In pa distance senzor. Takole. Ko imamo oboje povezano, nam omogoča potem gradnjo. Zdaj tukaj nam že tale siva roka kaže, na kak način se gradi. To zadevo že poznamo iz Lego Vidu. Jaz bom pa pritisnil na našo gradnjo. Se pravi, baterije smo že vstavili in pa tole bo nekako končni izdelek in ga bomo sedaj le zgradili.
Tako, sedaj smo prišli do točke, kjer bomo naš avtomobilček sprogramirali. Pa bomo kar ponavljali ukaze, ki nam jih ponuja, to je čisto prvi set, a ne? In sedaj, ko smo dali vožnja naravnost, če vključimo program, gre avtomobilček naprej. Potem imamo ovinek v desno, pa si poglejmo, na kakšen način sedaj deluje. Ko priključim program, obe kolesi zavrti naprej, potem pa levo hitreje, desno počasneje, pa bom kar postavil zadevo na mizo, pa si poglejmo še enkrat, na kakšen način se odpelje. Takole. In pa sedaj imamo še nekaj možnosti, ki nam jih ponuja program, recimo še vrti se, mogoče sedaj pogledamo, kako zdaj tole deluje. Tole lahko mogoče odstranimo, pa se naj le zavrti program. Takole. To se pravi, na mestu naredi zasuk. Še enkrat. Ne? Lahko ima, se pravi, malo vožnje naprej, naj naredi zasuk, potem naj gre pa malo nazaj. Pa še enkrat si pogledamo tale programček. Takole. Tako kot v samem Lego Vidu, tudi v Lego Boostu so zelo podobne funkcije, le da Lego Boost ima eno prednost, ima v samem Smart Hubu že ima vgrajena dva motorčka, ki lahko vsakega posebej kontroliramo, in pa dva vhoda, to se pravi dodaten motor, ki pomeni tretji motor. To pomeni, da lahko bistveno več stvari že upravljamo, zato bi potrebovali dva Lego Viduja, ne? In pa optični senzor z razdaljo, ki nam potem omogoča, tako kot pri Viduju, v bistvu plus tega imamo še senzor za barve in to nam omogoča dejansko še nekaj nalog več oziroma nekaj rešitev več ponuja, ki jih pa pri Lego Viduju nismo mogli upravljati. Naslednjič pa bomo pogledali si še druge avtomobilčke, ki jih bomo pripravili in jih bomo potem tudi sprogramirali. Lep pozdrav!